Dober dan. Evo, stvar je taka. Zdajle sem se trudil 2 ali pa 3 tedne, da bi se ulovil z enim izmed naslednjih ljudi, ko bi jih imel za podcast. Ampak vsak ima neki, pač jaz imam zaseden urnik, Nejc ima zaseden urnik, Cesar ima zaseden urnik. Pa sem pomislil, da ne bom tako predolgo čakal z novimi podcasti, zato ker je bil ful dober odziv na prejšnjega, ko sem ga imel s tega, tako da hvala lepa prvo za to. Bom pa vmes med tem, ko bom, ne vem, vsake 2 do 3 tedne ali pa 4 tedne dobil enega za podcast, bom pa objavljal mini podcaste, ko bojo pa v bistvu sam jaz, pa ja, mene bo se mogli gledati malo, ja. Pa bom sam na vprašanje v bistvu odgovarjal na tiste vprašanja, ko jih dobim na Instagramu. Tam sem zdaj nabral 200 ali 300 vprašanj, nekaj takega. In se mi zdi pametno, ker ena vprašanja so taka, da jih pač ne moreš zdaj, ne morem jih na en screenshot oziroma karkoli na eno slide spraviti, a ne. Se mi zdi, da je bolj fajn, da jih odgovorim tule prek videa, pa bom mogoče komu še pač prav prišel, če bom na tak način odgovarjal, ne vem. Ker vidim, da bi lahko velikokrat kje še ful več napisal, pa mi ne rata zaradi tega, ker je pač na Instagramu mogoče tako malo manj placa, pa včasih se mi malo mudi, pa pol samo da odgovorim, da ne pustim onega čakati, ko me vprašal. Tako da ja. A ja, pa še to, na Facebook sem že objavil mojega prvega, mojega prvega sponzorja, Magnezijevo olje Esenca. Hvala lepa za zaupanje. Pač jaz sem zdajle dobro leto že testiram magnezijevo olje od Esence, od mojega prijatelja in moram... Ja, kaj sem že govoril? Moram reči, da nisem še zasledil pač bolj kvalitetnega olja, pa sem sprobil že ene 3 ali 4 celo. Ko načeloma mi zdaj, mislim, meni magnezija ne primanjkuje nekaj, ko pač pravim poskrbeti, da ga s prehrano dobim, ampak včasih pa se čutim, da imam utrujene mišice, kar je logično, če imam pač par treningov na teden, pa stranke pa vse. In če si namažem, res vedno mi pomaga, pa tudi pri strankah svojih sem ugotovil, da če imajo kakršnekoli probleme, pa da ga mogoče s prehrano glih ne zrihta, ne vem, ali pa karkoli, magnezijevo olje ful pomaga. Tudi Nejc, na primer, uporablja hodnik, ko je pač vrhunski športnik, pa mu res koristi, Teda ja, hvala lepa. V linku bom od spod dal stran, pa kodo za popust, da imate vsi 10% popusta, koda za popust je pa POP10, skup pa z veliko vse. Teda ja, ok, zdaj gremo na prvo vprašanje, samo da vidi, kam sem si jaz to dal. Tudi sem si poslal. Prvo vprašanje. Zdravo, vprašal bi te, kako priti najhitreje do mišične mase. Ok. Kako priti najhitreje do mišične mase in če predlagam kak izdelek, oziroma če mislim, da kako bi šlo neučinkovitejše po mojem mnenju. Ok, zdaj mišična masa. Prva stvar, ko mora biti, oziroma prvi 2 stvari, ko sta enako pomembni za mišično maso, sta stimulus pa prehrana, da je porihtana. Se pravi, vsaj toliko, ko porabiš, ampak še vsaj je boljš, da imaš malo več, ko porabiš zaradi tega, ker pač če boš imel pravi stimulus, boš v bistvu raztrgal mišice, ko se bojo mogle zgraditi. Zdaj pa druga stvar je, ko greš delat mišično maso, boš dobil tudi malo mišične maščobe zraven. Pač, mislim, masa ni samo mišična, bo tudi maščoba zraven. Teda pač zato se pripravite. Kdorkoli pač to dela in ni kaj narobe, če dobiš maščobno maso. Pač trudi se, da je čim manj maščobne mase, ampak pač maščobna masa bo prišla zraven. To je normalno. No, v glavnem, kaj zdaj jaz predlagam? Prva stvar, ko jo predlagam, je, da že skozi prehrano zadostiš beljakovinom, maščobam pa ogljikovim hidratom. Pač, mislim, tu ni, da boš zdaj enega spuščal, pa boš na, ne vem, na ketonski dieti delal mišice. Sicer gre, samo je ful težje. Da prva stvar je to, druga stvar je esencialne aminokisline, pa timing vnosa hrane, pač. Zdaj, glih je bila nova študija 1 teden nazaj in so ugotovili, sicer res sem se na faksu učil, da je celokupni vnos beljakovin isti, ko pač na primer v enem obroku zauzivamo 60, v enem obroku 40, pa v drugih pol 20, 10, samo pač da zadostimo svoji kalorijski porabi oziroma kako nos pač rabimo. Zdaj je pa nova raziskava v 12 tednov je trajala na 2 skupinah moških naredila glih to. Celokupni vnos beljakovin dnevni je bil enak, oziroma celo v prvni skupini, ko je imela okoli treninga bolj razporejene beljakovine, je bil vnos malo manjši. Ugotovili so, da je bil
Višji prirastek mišične mase pri ljudeh, ki so imeli v bistvu timing beljakovin okoli treninga, se pravi pred treningom malo več, med treningom mogoče malo, pa po treningu malo več. Pa pol čez cel dan pač koliko jim je še ostalo, a ne. Proti unim, ko so imeli pa, ne vem, razporejene po 30, 30, 30, 30, 30, na koncu so dejansko imeli višji prirastek oni, ko so beljakovine imeli okoli treninga čim bliže. Se pravi, da je to pomembno vnos beljakovin. Zdaj pa, brez esencialnih aminokislin lahko ti vnašaš kakršnekoli različne praške, pa če nimaš vseh 8 esencialnih aminokislin, ne boš zgradil mišic. Se pravi, jaz še vseeno priporočam esencialne aminokisline dodatek, plus tega, da če žiješ whey. Le za vsak slučaj, če si hočeš maso, narediti kvalitetno maso, lahko mogoče malo manj kalorij ješ, pa ti bojo še vseeno esencialne aminokisline pomagajo, da boš pač v anabolno fazo prišel. Teda to, zdaj pa kak je mat, najboljše takoj po treningu se hidrirati v roku 5 minut, pa esencialne aminokisline, 5 do 10 gramov, pa počaka 20 minut zaradi tega, ker esencialne aminokisline je bilo zdaj pokazano v študiji, da najhitreje se absorbirajo v 20 minutah, pa tam do 35. Če pa karkoli dodaje, zraven se pa absorpcija poslabša, tako da jaz naredim tak, rehidriram se po treningu, vzamem esencialne aminokisline, po 20 minutah pa spijem regeneracijski shake. Zdaj pa, regeneracijski shake je pa malo, jaz imam full hidratov, pa beljakovin, pa esencialne, pa omega 3, zaradi tega, ker imam 2 treninga na dan in rabim, da se mi glikogen zafila. Zdaj pa, če nimaš 2 treninga na dan, ni tako pomembno, da toliko hidratov daš, jaz bi še vsem priporočil, da daš malo hidratov, že sam zaradi inzulina, karkoli, tudi če ni zdaj nekaj dokazano, da full bolj mišice zgradiš. Še vsem mislim, da telo ful lažje dela s tem, ko mu daš malo cukra, ko se malo inzulin dvigne. Mislim, vsaj jaz se tako počutim. Če zmanjšam ogljikove hidrate, ni isto, ko pa če imam neko dozo, ko imam vedno, jaz imam 120 gramov ogljikovih hidratov po treningu, pa vidim, da mi res bolj paše. Tako da ja, v bistvu tek, zdaj pa kaj pa z vidika stimulusa pa ni nobene filozofije. Ti moraš mišice na treningu strgati. Zdaj pa, kako boš to naredil, je čist tvoja, lahko narediš s tem, da delaš hipertrofično, se pravi tekoče ponovitve 1 sekunda, gr 3 do 4 sekunde, dol 10 ponovitev oziroma dol odpovedi, tam je zaenkrat dokazano, da se ful mišična masa narašča. Pol je dokazano tudi 10 setov, določene vaje na teden je optimalno, da narediš za največji prirastek mišične mase. Lahko pa sprebujaš, ne vem, jaz imam za enega novega. Začel sem na sebi testirati, pa tudi na strankah, pa vidim, da je kar učinkovito, saj z vidika muscle fibra. Da narediš prvo, tako sem že rekel v prejšnjem videu, 2 seta z 3 do 5 ponovitev, pa z izometričnim zadržkom. Se pravi, tam mišice fajn potrgaš. Pa takoj, čez pol minute, vmes imaš pol minute pauze, pa pol minute po drugi seriji, takoj na malo manj kil, 10 ponovitev iste vaje tekoče, do odpovedi, se pravi 10 do 12 ponovitev, tam nekaj bi jaz delal. In narediš to še 2 seriji. Imaš 3 do 5 ponovitev, 2 10 ponovitev, oziroma ponovitve do odpovedi. In je to. In greš na naslednjo vajo. Vključiš lahko v trening še, ne vem, jaz bi delal 3-krat na teden ali pa 4-krat na teden za mišično maso, pa enkrat bi dodal nek metabolni trening. 15-20 minut z dobrim ogrevanjem, seveda, pa 15-20 minut traja. Tako da si malo hormone nabiješ, da malo testosteron, rastni hormon, vse. Pa kombinacija z infrardečo savno, pa z finsko savno. Finska savna ful poviša testosteron, ful poviša rastni hormon, infrardeča savna poviša eritrocite, oboje dvoje rabiš. Tudi pri mišični masi, eritrociti so tudi mišica, mislim, oboje dvoje. Ampak mogoče za mišično maso je malo bolj finska savna. Naprimer, zdaj smo naredili študijo, oziroma že en cajt nazaj, en teden finske savne, vsak dan po 20 minut, po 1 uro, sorry, po 1 uro na dan finske savne skup. Testosteron, rastni hormon se je zvišal za 630 ali 610, 630% se je zvišal rastni hormon. To je zaradi enih beljakovin, ko se jim reče toplotno odvisne beljakovine, toplotne beljakovine, heat shock protein, v glavnem, v angleščini. Ja, v bistvu je to pač. To bi jaz delal za mišično maso. Se pravi, hrana, zadostiš, esencialne aminokisline zadostiš, pa stimulus zadostiš, pol pa spanc. Spanc je pa itak, ti boš med spancom gradil mišice nazaj. Ti boš med treningom strgal in če spanca ni, ne boš zgradil mišic, pač lahko še ne vem, kaj delaš. Edino pol ti še reši, če se začneš malo s kakimi anabolnimi steroidi špikati. Drugače pa načeloma, v bistvu to je to bi jaz dodal, to bi jaz delal. Ja, pa kakve tehnike sproščanja, da te ne preveč zategne, to pa je, da se ne pretreniraš. To je pa v bistvu to, kar bi za mišično maso na začetku dal.
Ok, naslednje vprašanje je bilo pa, a rabim B-kompleks? Zdaj, kaj sem jaz tu odgovoril, glede na to, da si športnica, pa če poveš malo, ja, se vedi. Aha, ok, to je bila ena punca me vprašala, ali ženska, se ne važno, vse isto. V glavnem, a rabim B-kompleks? Zdaj, B-kompleks je tak, B-kompleks je kompleks B-vitaminov, ful je fajn, predvsem za živčevje. Dobimo ga pa bolj kot ne iz živalskih izdelkov, pač mleko, meso, jajce, skuda, vse te stvari, bolj kot ne iz živalskih. Se da tudi dobiti iz rastlinskih, ampak ne toliko pa tako kvalitetnega. Ful je pomembno, kak je razpoložljiv. Zdaj, iz rastlinskih virov B-vitamini niso isto razpoložljivi kot iz živalskih. Imaš ti vitamin B lahko v rastlini, pa en od vitaminov B v rastlini, pa v živalski, pa ni nujno, da bo rastlinski zdaj dejansko učinkovit, da bo ga lahko telo uporabilo. Tako da, to je ful pomembno, iz katerega je vir. Zdaj pa, če si daš kot dodatek za B-kompleks, jaz bi si dal v primeru, da delaš neke ful športe, kjer imaš, na primer, živčni stimulus, da, na primer, maksimalni dvigi. Jaz bi mogoče dodal kakemu powerlifterju ali pa olimpijskemu dvigalcu teži ali pa kakemu eksplozivnemu športniku, ne vem, na kakih 100, 200, 400 metrov, ne vem, bi dodal mogoče v prehrano B-kompleks, tudi če ga mogoče iz prehrane dobi, že sam zaradi tega, da res še dodatno vključiš sinapse, predvsem niacin, B3, vitamin, je ful dober pri tem, da v bistvu pošle signal čist do konca živčcev. Ko imaš živce, če si predstavljaš, da je tu hrbtenjača, pol greš živc do mišice in to ima živčni končič. In zdaj niacin je v bistvu odgovoren za to, da ti pride čist do konca, čist do končiča. Vsaj tek zaenkrat, kolikor gledam literaturo, zdaj mislim, se so tudi drugi B-vitamini pomembni, ampak zdaj je en od njih. Teda, če že, jaz bi mogoče pol niacin, B3, ampak nima nujno, da se s prehrano vse dobiti. Sam pač urejeno moraš imeti, pa malo težje je za vegetarijance, ampak se da, tudi ni panike. Za vegane pa pol že, tam bi pa skoraj 100% ga dal kot supplement zraven, zaradi tega, ker pač za vsak slučaj, no. Ok, naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje je bilo, dela GoPro. Dela, to ni bilo vprašanje, ampak dela, ok. Najbolj koristen obrok po BJJ treningu. BJJ je brazilski jiu-jitsu, težko ne ve, pač BJJ, brazilski jiu-jitsu je borilna veščina. Ja, toto vprašanje je eno izmed vprašanj, ko v bistvu ga ne moreš tule govoriti. Sicer tu sem se kar razpisal, pa neki dan, ampak bolj kot ne, zdaj kaj sem jaz lahko tule napisal. Aha, ok, bolj sem šel na to. Ful je odvisno od kakega treninga je. Zdaj imaš tehnični trening, tam se ne boš zmatral, tam boš v bistvu delal malo bolj aerobno. Pač ful boš porabljal bolj maščob, kot pa ogljikovih hidratov, ne boš si toliko mišic natrgal, bolj je tehnika, bolj je za možgane, se pravi. Bolj imaš trening, kjer boš delal borbe, tam je, mislim, tam so bolj kot ne skoraj sami ogljikovih hidrati, pa itak boš natrgal mišična vlakna, se pravi, bo tudi beljakovine ful pomembne, ne samo ogljikovih hidrati oziroma maščobe. Pol imaš pa nek tak trening vmes, tam je pa ono bolj, ko priješ na trening pa nimaš glih borb, nimaš glih tehnike, ampak imaš nekaj vmes, tam je pa ono. Tak 40% beljakovin, 40% maščob, 30-40% maščob, 50-60% ogljikovih hidratov, drugo so pa tudi esencialne kisline, pa kreatin, fosfat, pa laktat, pač tak naprej. V glavnem na ta način, se pravi najbolj koristen po BJJ treningu. Se pravi, če imamo zdaj easy trening, easy se pravi sam tehnika, po treningu, da bi zdaj takoj po treningu jedel, ne rabiš nič jesti. Pač zaradi tega, ker se nisi tako zmatral, oziroma nisi niti izpraznil glikogenske zaloge iz mišic. Jaz bi v bistvu tam bolj šel na če gledamo iz vidika, da bi vzel shake, bi vzel več beljakovin, mogoče bi dodal čokoladno mleko, da si ne zdaj mešaš maltodekstrin pa fruktozo, to, pa omega-3, to je to od shakea. Če bi pa gledal čisto naravno hrano, kar pa po eni strani boljše, v bistvu boljše, da priješ dom, pa poješ kakšne jajce, za zelenjavo, ne vem, jaz si dam ful rad papriko rdečo zaradi vitamina C pa brokoli. To pa od hidratov bi pa jaz dal neki polnozrnat toast ali pa polnozrnat perin kruh, kaj takega, kar ti pač v bistvu paše. Pa eno sadje, še posebej, če je to zjutraj trening, ko si že itak prišel s praznimi zalogami jeternega glikogena, ker se ti pač po noči spraznijo, dve nafili si pol ga, če je to jutranji trening. Se pravi, to od maščob itak naravno, ko itak zraven jajčk dobiš lepo. Brokoli je edino priporočam, da si ga ene pol urce prej narežeš na čim manjše kose. Zaradi tega, ker se pol več sulforofana spusti, sulforofan je pa ful, v bistvu je ful
proti raku deluje, a ne, je ful močna komponenta proti raku, da nisem ziher, je antioksid, a je en antioksidant ali ni, v glavnem ful je močen proti raku, zdaj pa mislim, ne škodi, če na tega v telesu malo se zviša, ne. Je pa na celični ravni deluje. Teda ja, to. Če imaš tekmovalni trening, pa še posebej, če imaš tekmovalni trening, si po moje tekmovalec verjetno, a ne, velikokrat. Se pravi, takoj po treningu rabiš glikogenske zaloge nafilati. In jaz bi spet tekneval esencialne aminokisline takoj po treningu, v roku 15 minut, to je to, da spraviš telo v anabolno fazo, pa da se začnejo pač miozinska pa aktinska vlakna, ko si jih na trgu, pač mišična vlakna popravljati nazaj. Po 15 do 20 minutah čim prej čokoladno mleko, maltodekstrin, fruktoza pa beljakovine. Pa si narediš tam neki, mislim, lahko mi tudi, zdaj če bi si jaz naredil, bi si naredil 30 gramov beljakovin, pa čokoladno mleko pol litra, pa 20 maltodekstrina, 20 fruktoze, oziroma 20 maltodekstrina, 15 fruktoze, nekaj takega. Toliko, da bi imel vse, da se ti inzulin digne, da se ti nafila glikogen, pa mišice, da tudi malo dobijo gradnikov. Zato, če imaš pa mešan trening je pa dosti čokoladno mleko takoj po treningu, ne rabiš nobenih beljakovin dodajati, ker itak imaš že čokoladno mleko 3 grame na 100, zdaj pa če spiješ pol litra čokoladno mleka, imaš, kaj je to, 3x5, 15 gramov beljakovin, kar je načeloma čisto redi po takem treningu. To, pa zdaj načeloma jaz sem še eno raziskavo bral, je pokazala, da če vzameš v odprtem oknu zraven še omega-3, zvišajo proteinsko sintezo. Ampak zdaj pri BJJ-ju ti to neki ni cilja, ne. Tako da mogoče to niti ni nujno. Lahko pa, ker malo ščitijo, mogoče omega-3 pač so nasploh fajn. Je pa res, da upočasnijo malo absorpcijo, teda po tekmo treningu je v redi, po tekmovalnem pa ni šans, čim manj maščob, čim več hidratov pa malo beljakovin zraven, tako da si zgradiš nazaj mišice. To je to. Ok, naslednje vprašanje, če mi ne bo spet dati GoPro crkno dol. Ja, nisem si še uspel kupiti opreme za, tako da zvok bo še malo slabši, mogoče slika bo mogoče malo boljša, ko se ne snemam od spota, ampak ja, bom si kupil opremo, mi je en fant dal ful fajn komentar na Facebook, pa mi je res, mislim, pol ko sem šel gledat, mi je ful fajn stvari priporočil, da bom verjetno kar zvočnik vzel pa to, pa da se bo lepš čulo, pa snemal bom s telefonom, pol ne z GoPro-jem, ko se kar nekaj ugaša. V glavnem, četrto vprašanje smo zdaj, je pa, kaj točno jest med fastingom za najboljše rezultate? Aha, evo, to je še eno vprašanje, ko je fajn, da ga tako odgovorim. Tu sem napisal, ja. Aha, ok, čisto odvisno, lej, pri fastingu je tak, odvisno je, zakaj fasting delaš. Se pravi, postenje. Fasting je v bistvu, jaz ga predvsem uporabljam zaradi tega, ker ful jem, ne. In zdaj, če ti ful ješ, se pač mogoče, če je velik laknin, oziroma če karkoli, pač imaš malo neoptimalno delujoč prebavni trakt. Pač malo je zadelan, malo si kaj grb prime, karkoli, ne. In jaz delam fasting predvsem zaradi tega, v bistvu, da se mi prebavni trakt malo spočije, zaradi tega, ker raziskave kažejo, da ko si prebavni trakt spočiješ, ne, imaš povečano absorpcijo hranil, kar je po eni strani čisto logično, če tako pogledamo malo. Prva stvar je to, jaz ga delam zato, da si malo spucam prebavni trakt, pa tudi raziskave, kakor sem gledal, kažejo, večinoma raziskav, ko sem jih gledal, 12 do 16 urni fasting pri moških je že dovolj, da se dvigne rastni hormon, pa da se dvigne testosteron. Zdaj, na primer, enemu se je dvignil, koliko je bilo raziskave, imel je mogoče malo nizkega, glede na to, da je bil športnik, mislim, da je imel 450, nekaj takega, onih milimolov, ali kako se že meri, 450, po enem tednu fastinga, 14 ur fastinga, 2 treninga na dan normalno, tako vedno, sam pač, da je naredil fasting na 720. Se pravi, že sam to, ne, pač testosteron se digne, rastni hormon se malo digne, jaz se v glavnem ful boljš počutim. Ampak, pri fastingu je treba ful paziti. Kak trening narediš, ko si fasted, kak po treningu ješ, ko si fasted, oziroma da ješ, in pa da ne narediš treninga na fasted, naprimer, da je hit trening na fasted, ali pa da je res visoko intenziven trening za moč, za fasted. Ni šans. Prvo kot prvo, ok, mogoče se boš ti boljš počutil, sam enostavno ne boš imel goriva za, moraš imeti ogljikove hidrate vmes med težkim treningom, pač telo jih mora kuriti, zaradi tega, ker je to hitrejša energija kot maščobe. In ti rabiš hitrejšo energijo za večjo intenzivnost. Tudi, če si prilagojen na ketone. Ni debate tu, pač rabiš ogljikove hidrate. In zdaj, če ni ogljikovih hidratov, druga stvar, ko je,
so mišice oziroma beljakovine. In ne boš kuril maščobe, če boš šel ti delati hit fasted. Če posebej ne vem, meni, ko grejo 18 ur, ne jejo, pa gre pa delati hit trening. Ni šans, kuril si boš mišice. Zaradi tega, ker je pač termodinamika, logično je, da bo telo posegalo po lažjem gorivu oziroma hitrejšem gorivu, kot pa po maščobah. Maščobe se šele na koncu. Pa še to ne boš, ker je prevelika intenzivnost in jih enostavno ne more kuriti. Teda ja, to moraš prvo paziti. Kak trening delati, ko si fasted? Se pravi, na test, če lahko delaš na test, če lahko delaš fasted cardio, kamot, pač to je tako easy, boš pokuril mogoče malo več maščob. Lahko delaš trening za moč, ampak res, jaz ko delam trening za moč na fasted, ful pazim, da ni puls čez 140, da res pazim, ker enkrat sem pa že sprobal, da je puls bil, ne vem, poprečno, bil je malo bolj intenzivno, 160 sem ga tudi imel vmes, pač po čebi pa tega neko delaš, pa kaj ne vem, za prsa, ali pa kaki leg rezi, ali pa kaj takega, nisem se pa jim počutil. 2 dni sem bil kar, mislim, se čuti razlika, delaš fasted trening, ko je malo bolj intenziven, ko vidiš, da si kuril, pa tudi muscle fiber je bil tudi hujši. Ampak to ni fajn, mislim, to ne pomeni, da bom več mišic zgradil, ne bom, pač malo več mišic sem si potrgal, ko bi jih hotel, pač ni čist. Teda, prvo to. Kaj je bilo vprašanje, točno ne med fastingom. Ok, med fastingom je pa zdaj, v bistvu načeloma med fastingom je, meni je to všeč, ko ni toliko pomembno, kaj ješ. Mislim, ni toliko pomembno, kaj ješ, vse je pomembno, da imaš ti 90% naravne hrane, čim manj zapakirane, čim manj predelane, pač tako normalno. Sam ni zdaj važno ti, kaj ješ znotraj tistega tvojega prehranjevalnega okna. Se pravi, če imaš ti fasting od 11 do 6, je to 7 ur, v tistem času lahko ti ješ kar hočeš. Važno je, da tisto okno zadaneš, pa da zadaneš kalorije. Zdaj pa čisto odvisno, kaj ti je cilj. Če ti je cilj, da boš pridobil mišično maso, moraš pač od 7 urah pojesti više kalorij. Če ti je cilj, da zgubiš mišično maso, maščobno maso, pač nižje kalorije, kot jih porabiš, a ne, se to je logično. Ampak v onem prebavnem prehranjevalnem oknu. Se pravi, to je fora fastinga. Zdaj pa, kaj bi jaz bi, mislim, kak jaz delam? Jaz sem čisto vsak dan fasting, vsaj 13 do 14 ur, odkar to delam, se ful boljš počutim, ful bolj močen sem, mislim, jaz se počutim ful bolj močnega, pač tudi v fitnessu vidim, ko delam, več imam prehito, ko delam na laktatno toleranco, mislim, vse gre. Edino, kar je, res ne smem zasrati z prehrano. Se pravi, takoj po fasted za moč, takoj, mislim, esencialno aminokiseline, čez 15 minut striktno, ni važno, kaj je, ogljikovi hidrati z beljakovinami, da se mi glikogen nafila. Pol itak imam še en trening, isto, pa končam, pa čez noč, mislim, sploh ni problema. Če te gledaš, da ob 7 nazaj ne jem, ob 10 grem spat, to je 3 urce, to ni panike zdržati. Potem se pa zjutraj zbudimo 4:45, pa imamo ob 7 že trening, naredim trening do 9, imamo pa stranke. Je pa tako, že imaš pa že 14, mislim, si pa že takoj tam, ne, načeloma ni tako težko. Na začetku, sploh ni treba začeti iz celodnevnega prehranjevanja na 6 ur okna. Ne, začni na 12 ur fasting, že tam se poznajo rezultati. Tako da, načeloma je to. Ne vem, če tukaj bolj pametnega poje, ko si mogoče malo začel gledati, kaj zanima. Aha, ok, pa še to, fasting lahko izkoriščiš, če imaš na primer fasting, da delaš kardio. Lahko po treningu še počakaš, ni treba takoj jesti, ker se ti hormoni dvignejo, predvsem testosteron pa rastni hormon. In lahko počakaš, ker je bilo dokazano, da eno raziskavo sem bral, da do 2 uri po fasted cardio rastni hormon pa testosteron še rahlo naraščata. Pol pa lahko ješ, se pravi, boš prekinil naraščanje testosterona pa rastnega hormona in boš s tem mogoče malo več lahko kaj, če mišična masa, to so zdaj une. Lahko probaš, mogoče upasalo. Ok, 4. smo zdaj obdelali, 5. vprašanje. 5. vprašanje mi je dala pa tudi ena ženska, ki kolesari, to so še tista stara vprašanja. Dala mi je pa stretching kolikrat na teden, pa po intervalih za moč, ja ali ne. Zdaj stretching. Opazil sem, včasih sem delal 3-krat na teden sem delal stretching, delal sem statičen stretching, se pravi 30 sekund zadržal, popustil 30 sekund zadržal za vsako mišico. Sicer ja, gibljiv sem bil, samo sem pa opazil, da sem bil manj eksploziven, ko pa preko sem začel stretching delati. Ampak mogoče sem bil manj zategen. Tako da, bilo je vse, malo je bilo plus, malo je bilo minusov. No in pa smo mi na faksu imeli pri profesorju Poriju smo imeli na fitnessu usmerjeno enega, ko je prišel kazati shiatsu masažo. In je on dejansko dal pač njegovo mnenje, da po njegovem športniki, predvsem športniki, bi mogli delati med sezono, tam ko ne more zdaj, med sezono ne more on zdaj imeti cilj, da bo razvil gibljivost. Med sezono mora imeti, da bo dosti gibljiv, to je to. In tam mora delati dinamični stretching, se pravi,
zibanje. Ko delaš ti reči, ne vem, 5-6 zibov, eno mišico, drugo mišico. In v bistvu tam ti mišična vlakna natezaš, malo jih sprostiš, to je to. Pač. In sem začel to zdaj delati pri sebi, pri športnikih, tudi če rabim koga, delamo to. In snil, da je dejansko ful boljš. Postal sem in bolj gibljiv, oziroma bolj gibljiv, vsaj isto gibljiv, če ne malo bolj, s tem, da sem bolj eksploziven, bolj močen, pa bolj stabilne sklepe se počuti. No. Teda iz svojih lastnih izkušenj povem lahko, da je dinamičen stretching boljš kot pa statičen stretching med sezono. Ko pa ti razvijaš ko pa ti razvijaš gibljivost, pa moraš delati, tam pa ni druge, ko pa sedov drži 3 minute. Pa zdržuj pač strojnikova metoda. Ni glih fajn, sam boš dobil pa gibljivost. Lahko tudi narediš v 14 dneh špago, sam tam se špačoko, 3-krat na dan stretching, pa ne, fajn. Ok, zdaj pa po intervalih za moč. Načeloma po kakršnem okoli treningu za moč, oziroma kjer ti natrgaš mišična vlakna, se stretching ne priporoča, vsaj iz moje strani, zaradi tega, ker boš vlakna sam še bolj natrgal in bo muskel fiber ful hujši. Jaz bi počakal 1 do 2 ure, pa mogoče celo 3, da se malo pol pa raztegneš. Ampak tudi spet, dinamični stretching. Ali pa toliko, da če se že nasloniš, maksimalno 10 do 15 sekund, to da samo malo sprostiš, če vidiš, da je kjera mišica zategena. Sicer je bilo to fajn, da bi vsi delali, predvsem bodybuilderi, ker so pol zaradi tega še sam bolj zategeni, a ne? Ampak mogoče zato, ko se bolj biceps vidi, ko je bolj zategeni, ne vem. V glavnem, po moči oziroma po intervalih, po nekih treningih, ki so ti natrgali mišična vlakna, jaz ne bi priporočal za stretchinga takoj. Lahko narediš biceps ti zateče, zapestje narediš, bom, 15 sekund raztegneš, čutiš, to je to. Ne pa zdaj držanje, pa trgaš mišica, ne, to pa ne. Teda, v bistvu, čist kratek odgovor, to je... Ok, pa zadnje vprašanje je bilo pa... Katero knjigo o prehrani bi priporočal v branje? Mislim, načeloma je tek, da jaz knjig ful ne berem rad. Ful reč gledam videe, ful reč gledam oziroma poslušam podcaste, pa si sam pol, ko kdo da link, dam jaz to, mislim, grem naprej gledat. Ampak začel bi pa vsak, ko se spušča v prehrano, z Moč prehrane v športu od Severina Lipovška. To sem jaz začel, to sem jaz prebral 3-krat, pa če se kaj da spozajem, oziroma če kaj nisem ziher, grem vedno nazaj. Se pravi, Moč prehrane v športu Severin Lipovšek, to je prva. Druga je pa tale knjiga, Biohacker's Handbook, je pa takale knjiga. 500 ali 600 strani se lahko pogledam. 500 strani je, pa 1500 referenc. Se pravi, čist vsaka stvar, ko jo v tej knjigi zatrdijo, je podprta z eno študijo. Vsaj eno študijo. 1500 referenc v knjigi je velik. Je angliška knjiga, dobil sem jo v enem tednu iz Finske, pride pa 40 € s poštnino. Zato, kar tu noter dobiš, je bolana cena. Edino, kar je, ni sam prehrana, je tudi optimizacija možganov, optimizacija treninga, optimizacija spanja, optimizacija mind, pač mislim duše, telo, vse, mislim celostno kot telo gledati. Pač mislim, nisem še bral boljše knjige. Pravi, to Severin Lipovšek, pa načeloma, če se slučajno naletim na kako knjigo, ne imam tule, ko nimam kake doma. Bolj ko ne, jaz gledam YouTube videe, gledam raziskave, gledam v glavnem, moje spremljam, pač, mislim, če koga zanima, koga spremljam, ne mi napiše v komentar, bom vse moje podcaste od spod delil, bom vse, pač, mislim, vse, kar jaz spremljam, vse, kar gledam, bom delil. Imam ene par strani, pa imam ene par ljudi, ko jih spremljam, pa malo nekaj vejo o prehrani, oziroma malo nekaj veliko več, ko jaz, in pač jih spremljam, pa se ful splača. Teda na tak način, ker se ful lažje učim, tudi če poslušam, pa si kaj zapisujem, ko pa če berem knjigo. Razen teta je ful fajna, ko si lahko fajn počrtuješ, pa obkrožuješ, pač ful malo veliko placa. Spravi, to je to. Prvi Q&A je bil to, imam ful veliko vprašanj še, kar je super, vedno bom imel pa 600 vprašanj, že zaradi tega, ker sem zdaj doj za rabo, pa tudi GoPro mi gre na živce, ker skosen meč, pa ne vem zakaj. Enkrat po pol minute, enkrat po 4 minutah, teda to si moram zrihtati, da bo boljš naslednjič. Ampak to, da vam nekaj vmes dam, da ne boste predolgo čakali za... pač za karkoli, ko on video je dobil res ful fajn odziv, teda hvala še enkrat. Teda, to je to. Še enkrat, 10% popust s kodo POP, vse z veliko 10, se pravi POP 10,
Na magnezijevo olje splača se, je za 800 potiskov, teda ga imaš za 100 let, pa res pomaga, pa ne pomaga samo za, če imaš krč. Pomaga tudi, če tudi imaš utrujene mišice, ali pa kot preventiva, zaradi tega, ker skozi kožo se še vse malo drugače absorbira, kot pa ko ga ti zaužiješ. Ker tam imaš milijon različnih, imaš citrat, imaš malat, imaš magnezijev klorid, pač vsi so za nekaj uredeni, za spanc, en pač povzroča drisko, naprimer citrat, zaradi tega, ker se ful hitro absorbira, ampak je pa za une fajn, ko imajo pa slabšo absorpcijo, ko imajo naprimer genetsko slabšo absorpcijo, karkoli, v glavnem, tudi ga se splača vzeti, če kdo ne ve, ne mi piše, drugače pa itek dal link zdaj pod video, pa boste tek videli. Teda ja, hvala še enkrat, zdaj bom nam čim prej dobil enega gosta, da ne boste rabili samo mene poslušati.